Sistem ravnanja z odpadno embalažo je v katastrofalnem stanju, ne funkcionira že od leta 2009. Nekatere družbe za ravnanje z odpadno embalažo se izogibajo izpolnjevanju obvez prevzema odpadne embalaže, recikliranja in odstranjevanja, za katere so od zavezancev dobile plačilo. Sistem ravnanja z odpadno embalažo namreč deluje tako, da trgovci in proizvajalci, ki dajejo odpadno embalažo oziroma embalirane izdelke na trg, za odstranjevanje embalaže po uporabi izdelkov pooblastijo družbe za ravnanje z odpadno embalažo in jim za to storitev plačajo. Žal pa se vsako leto v jesenskem času ponavlja zgodba, da v zasledovanju nižjih stroškov nekatere družbe za ravnanje z odpadno embalažo ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Povsem enak je tudi s nagrobnimi svečami, ki predvsem po 1. novembrskem času ostajajo na dvoriščih komunalnih podjetij. Preko 350 ton odpadnih sveč je trenutno na dvoriščih komunalnih podjetij, ki ne vedo, kaj bi z njimi. Zbornica komunalnega gospodarstva je v prvi polovici letošnjega januarja izvedla anketo med podjetji, zbiralci komunalnih odpadkov v stanju predaje odpadne embalaže in zalogi neprevzete odpadne embalaže strani družb za ravnanje z odpadno embalažo. V tej anketi je sodelovalo 50 podjetij od 59 vseh podjetij slovenskih, ki se ukvarjajo z odpadki in predajajo odpadno embalažo družba za odpadno embalažo. Ugotovili smo, da je na dvoriščih komunalnih podjetij iz leta 2016 ostalo skoraj 6000 ton neprevzete odpadne embalaže, kar v skupni masi zbrane odpadne embalaže, ki presega nekaj več kot 80 000 ton, predstavlja zelo velik delež.